Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v novi oddaji Meditacija z Anando. Tokrat bi meditirali na začetku za spremembo, ker v prejšnjih oddajah smo delali vajo meditacije na koncu, pa bi tokrat 4 ali 5 minut naredili eno enostavno vajo meditacije. Predno, kaj povem, v bistvu svetujem vam, da tudi po meditaciji ostanete, ker mislim, da bo tema zanimiva. Danes bomo govorili o občutku krivde, ko nas peče vest in tako, kako to ni prijetno in kaj narediti. Tako dajmo za začetek narediti eno vajo meditacije. Enostavno. V enostavnosti je moč. Je kompliciran, srce je enostavno. Tako da enostavne stvari lahko rešijo naš problem. Dajmo se vse za zravnano hrbtenico. Roke dajte lahko tako ali tako. Ali tako. Najbolj važno je, da je hrbtenica zravnana. Da naš dih teče zravnano po hrbtenici, po kundalini, centru, ki gre vzdolž hrbtenice. Od spodaj Muladhara čakre do zgoraj do Sahasrara čakre. Delali bomo eno vajo, ki je zelo enostavna, ampak pomaga za ohranjanje in za jačanje subtilnih živcev. Subtilni živci se nahajajo v subtilnem telesu, v astralnem telesu, ne v fizičnem. Ko človek zapusti telo, gre za njim to subtilno telo. In ta vaja je zelo dobra za živčni sistem. Zelo enostavna vaja. No, pa dajmo. Globok vdih. In potem izdih. Neslišno. Se pravi, samo globoko in počasi dihamo. Globoko in počasi. In potem izdih. Probamo, da je neslišno. In probamo ne premikati ramena, ne plitko dihati. Da lahko zaprete oči in enostavno globoko in počasi dihate. Ko je človek nervozen, je dihanje zelo hitro. In če lahko svoj dih umirimo, se do neke mere tudi telo in umiri. Če vam pride kakšna misel, pustite naj gre. Ne se z njo ukvarjati.
če misel pride, jo pustimo, da odide. Če pa se z mislijo ukvarjamo, bojimo, tuhtamo, potem nam bodo nagajale. Tako da enostavno spremljajte svoj dih. Globok in počasen vdih. Kakor gre moja roka, tako. In potem izdih. Čisto enostavno, samo na dihanje, dajmo par minut. Misli naj gredo mimo, kot gredo. Oblaki mimo. Samo počasi dihajte. In globoko, globoko in počasi. V redu. Začetek je dost, tako da smo malo dvignili našo zavest, predno začnemo govoriti. Vedno, predno gremo v aktivnosti, je dobro, da gremo v svoje srce. Naprimer, vedno, predno začnemo jesti, je dobro, da se skoncentriramo par sekund, meditiramo, molimo, predno gremo spat, predno vozimo za zaščito, da ta aspekt zaščite in pa, rekel, višjo zavest unesemo v našo aktivnost. Kot sem rekel, na začetku bi danes povedal nekaj o občutku krivde. Velikokrat slišim, da ljudje imajo ta občutek in se ga ne morejo znebiti. Jaz sem tudi imel to izkušnjo, ko sem bil mlad, ko sem bil star 17, 18, 19 let. Ko narediš nekaj narobe in te potem peče, tišči. Ne? V bistvu čutiš ne samo, bom rekel, mentalno bolečino, če tako rečem, ali pa mentalno tenzijo, pa tudi celo fizično. Ne? To definitivno ni dober občutek. In niti ni dobro. Zdaj, če smo naredili nekaj narobe
je dobro pač, da se zavedamo. To je ena stvar. Dobro, da se zavedamo, da smo naredili nekaj narobe in da imamo voljo, navdih, stremljenje, da tega več ne naredimo. Če hočemo, lahko, če to res nekaj hudega, ampak rekel, to je en problem, v bistvu. Ljudi peče vest, rekel, tudi za banalne stvari. Ne? Ampak če mislimo, da smo res nekaj slabega naredili, potem je najbolj važno, da se tega zavedamo in da imamo močno voljo, da to več nikoli ne bomo ponovili. Lahko tudi molimo za odpuščanje, ampak ne preveč. 5 minut zvečer in to je dost. V našem krščanskem svetu je tako imenovan občutek krivde ali pač, ja, je kar, bom rekel, tako razvit, da smo mi vedno majhni in da smo slabi in da moramo vedno ponavljati, jaz sem, ko se reče, sinner, grešnik, ja, mislim, prostite na moji pač slovenščini. Ampak, če je naš izvor ena sama luč, ena sama ljubezen, potem se bomo enkrat vrnili k temu izvoru. Dobro priznati svojo napako. Priznati in odločiti se, da več ne bomo delali. In bom rekel, lahko molimo, če imate občutek, lahko molite za odpuščanje. 5 do 10 minut. Vse, kar je več več kot to, če nas vest peče uro, 2, 3, 1 dan, 2, 3, to je, bom rekel, hoja po napačni poti, po napačni stezi. Recimo, da smo danes naredili nekaj narobe in nas peče vest. Peče nas vest, hudo nas peče vest. Peče nas vest pol ure, pa 1 uro, pa 2, pa 3 ure, pa 1 dan. Potem nas pa toliko več vest peče, da v bistvu, da ne moremo funkcionirati. Jaz pač vem, ljudje ne morejo funkcionirati, ker jih toliko vest peče in potem enostavno grejo in ležijo, spijo. Tu ni napredka, tu je nazadovanje. Namesto, da ko naredimo nekaj narobe, čas gre naprej. Namesto, da živimo tu in zdaj in naredimo nekaj pozitivnega, lahko pozitivno v mislih ali pa pozitivno v fizičnem svetu in nuliramo prejšnjo napako. Kaj mi naredimo? Obstaja ena filozofija, ki si reče, preteklost je prah, pozabimo na preteklost. Če nekaj dobrega, se spomnimo. Preteklost je relevantna edino, če imamo dobre spomine na njo in potem lahko preteklost vnesemo v sedanjost, pozitivno preteklost. Ampak če slabo preteklost vnašamo svojo zavest, sedanjost nas muči, bodočnost, a zdaj bomo pa še preteklost, slabo preteklost vnašali tako da to ni pravi način. Ko naredimo nekaj narobe, dajmo potem, če smo prejšnjo minuto ali ne vem, prejšnjo uro naredili nekaj narobe, dajmo potem zdaj narediti nekaj dobrega. Lahko v svetu misli, v svetu čustev pošljemo lepe misli, lepa čustva nekomu ali pa nekaj na fizični ravni naredimo. In tako bomo nulirali prejšnjo napako. Ker če pa naredimo napako in potem 1 uro, 2, 3 in potem tiste ure in tisti dnevi, ki smo, bom rekel, tam v tistem trenutku so izgubljeni zavedno. Zavedno izgubljeni. Tako da obstaja samo tukaj in zdaj. Preteklost je že mimo, prihodnosti
še ni, tako da na razpolago imamo samo ta trenutek, tukaj in zdaj. Tako da dajmo ga uporabiti pozitivno, za bistro zavest, za dobre misli, za tihe, za meditacijo ali za pač nekaj v fizičnem svetu, pač se ni samo meditacija. V končnem pač bomo videli, da brez notranjega miru, kar je meditacija, se težko živi, ne? Moj nasvet je, da če vas peče vest, da pač se zavedate, da preteklosti ne morete spremeniti na tak način, da boste razmišljali o njej. In tako, da vas bo vest pekla. Na tak način ne morete spremeniti preteklosti. Lahko pa naredite nekaj dobrega za bodočnost. Ampak to lahko samo, če živite tu in zdaj. Ne? Tako da tu in zdaj bodimo mirni, tihi, pozitivni. Ne? In v bistvu svojo bodočnost si oblikujemo kdaj? Zdaj, v tem trenutku. Če nas bo pa vest pekla 5, 6, 10 dni, 15 dni, potem definitivno ne gremo. Potem izgubljamo. Ne? In kakšna bo pol bodočnost? Ne? Tako da, vem, da boste nekateri rekli, da je to težko, ampak mislim, da sem vam dal dober argument, da če smo pred pol ure naredili slabo stvar, potem namesto, da smo tam obtičimo, bom rekel, mentalno v preteklosti, dajmo narediti nekaj dobrega. In s tem bomo definitivno nulirali prejšnjo napako in naša bodočnost bo dobra. Obstaja še en način, v kateri pač kako se lahko osvobodimo tega neprijetnega občutka krivde. In to je hvaležnost. O hvaležnosti bom govoril v naslednji oddaji. To je ena res božanska kvaliteta. Če smo lahko hvaležni, hvaležnost je tak lep občutek v našem srcu. Če smo lahko hvaležni, potem ta hvaležnost pomaga, da gre ta občutek krivde stran. To vam govorim iz izkušenj. Kot sem rekel, sem sam imel te težave, ko sem bil star 17, 18, 19, 20 let. Zaradi banalnih stvari me je pekla vest, sem imel občutek krivde. Zaradi takih banalnih stvari. A potem, ko sem začel duhovno rast, meditaciji, in seveda, ko pač duhovno rasteš, v tebi pridejo na površino kvalitete, kot so hvaležnost, ljubezen, in potem avtomatično gre ta občutek krivde stran. Ker hvaležnost in negativnost ne grejo skupaj. Hvaležnost je božanski občutek. Tako da, kako rečejo, črno in belo ne grejo skupaj, tako da nekaj pozitivnega, kar je hvaležnost, in pa ta občutek krivde ne gre skupaj. Če ste lahko hvaležni, pač ker to, bom rekel, duhovna oddaja, oddaja o meditaciji, hvaležni Bogu, hvaležni vesolju, svoji duši, za karkoli se zgodi, potem, ker vedno bi lahko bilo hujše, ali pa za dobro stvar, če ste lahko hvaležni, potem bo ta občutek krivde šel stran. Tako da, zavedanje, da se zavedate napake, da jo priznate in da imate močno voljo, da ne boste več nikoli naredili in da naslednji trenutek izkoristite za dobro, ker edino tako bomo anulirali prejšnjo napako in si kreirali dobro bodočnost. In pa, kot sem rekel, hvaležnost je zelo pomembna. Tako da to bi bilo to za danes. Hvala, ker ste poslušali in gledali to oddajo Meditacija z Anando, ki je vsak torek na ETV televiziji in pa na ETV YouTube, če zamudite slučajno. Tako da želim vam veliko miru, notranjega miru in čim manj v bistvu občutka krivice, ker
definitivno nam ne pomaga. Škodi nam mentalno in tudi lahko vpliva na naše fizično zdravje. Slabo, seveda. Tako da, hvala še enkrat in nasvidenje.